Sezona gripe se v Sloveniji največkrat začne v drugi polovici decembra, največ zbolelih je proti koncu januarja in v prvi polovici februarja. Po cepljenju proti gripi se zaščita vzpostavi v 2 tednih. Pri nas v Sloveniji se delež cepljenih iz leta v leto malenkostno povečuje, še zmeraj pa smo v primerjavi z večino zahodnoevropskih in skandinavskih držav na nizkem odstotkovnem deležu. Z našo kamero in mikrofonom smo obiskali Nacionalni inštitut za javno zdravje območne enote Murska Sobota ter za podrobnejše informacije povprašali doktorico Teodoro Petraš. Cepljenje proti gripi se je začelo v Sloveniji. To pomeni, da zdravstvene ustanove, osebni zdravniki, pa tudi ambulante Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvajajo cepljenje. Uporabljamo 4-valentno cepivo. To pomeni, da so 4 sevi v cepivu, 2 A-ja in 2 B-ja. Kot vsako leto cepljenje seveda priporočamo vsem, ki se hočejo zaščititi. Cepljenje je najbolj priporočljivo starejšim nad 65 let, kroničnim bolnikom, majhnim otrokom do 2 let, pa tudi tistim, ki so ekstremno debeli. To so te rizične kategorije, za katere res priporočamo zelo cepljenje. Cepljenje je enkratno v letošnji sezoni, ponavljamo cepljenje vsako leto, to pomeni, ko se začne sezona, se priporoča tam nekje novembru, začetku novembra, začetku decembra je najboljši čas, da se odločimo za cepljenje in potem cepivo nudi zaščito nekje 6 do 8 mesecev, to pomeni v sezoni. Kdaj je najbolj primerno, da se damo cepiti? Vsekakor je najboljše, ko smo popolnoma zdravi. To pomeni, da nimamo vročine, ne kašljamo, ne kihamo in tako naprej. Seveda, če je prisoten kakšen majhen prehlad, kljub prehladu lahko cepimo. Poleg tega posebnih kontraindikacij ni. Zdaj, če je nekdo zaznal neke hude alergijske reakcije, recimo pri prejšnjih odmerkih, potem ni priporočljivo, drugače pa je cepljenje priporočljivo vsem. Kakšne reakcije pričakujemo? Reakcije so različne. Bolečina na mestu injekcije lahko pričakujemo, mogoče bo roka malo zatečena, se pojavi kakšna rdečina. Nekateri poročajo tudi o temperaturi, ki se lahko pojavi po cepljenju, mrzlici recimo v nočnem času, vendar to so taki stranski učinki na nek način, ki potem v parih dneh, v enem dnevu ali 2 dneh pač izginejo, tako da to ni razlog, recimo, da se naslednje leto ne odločamo za cepljenje. V letošnjem letu je prišlo do spremembe. V naših ambulantah je možno cepljenje od 7 do 12, to je pač na območni enoti Murska Sobota, in v naše ambulante izvajajo cepljenje samoplačniško. To pomeni, vsi tisti, ki se odločijo za cepljenje pri nas, plačajo 14 €. Zdravstvena zavarovalnica pa v celoti krije stroške cepljenja za malo prej omenjene rizične skupine, vendar cepljenje izvajajo osebni zdravniki. Tako da starejši nad 65 let, nosečnice z majhnimi otroci pri pediatru, kronični bolniki, naj se oglasijo pri svojih osebnih zdravnikih, ki bodo to cepljenje izvedle. Zanimivo, da kljub izkušnjam in priporočilom pa se sorazmerno malo ljudi odloči za cepljenje proti gripi. Te številke so zelo nizke, oziroma procenti so tudi zelo nizke. Če samo omenim, to že kar nekaj let poudarjamo, Svetovna zdravstvena organizacija priporoča 75% precepljenost za starejše ljudi nad 65 let. In zdaj, če mi povemo, da je to pri nas 10% ali 15%, mislim, te številke so res zelo nizke. Sicer pa moram povedati, da tudi že v lanskem letu, pa tudi v letošnjem letu, saj sicer cepljenje izvajamo samo 2 dni, ne, pa vendarle imam občutek, da se ljudje bolj odločajo za cepljenje. Se pa konstantno vrača na cepljenje tisti, ki so to počeli prejšnja leta. Res takih ni malo, ko pridejo vsako leto, že 15-20 let hodijo recimo k nam in se cepijo in so zadovoljni in nimajo gripe, da ne rečem nobenega prehlada, niti angin, kljub temu, da cepivo ščiti samo proti gripi. Tako da nekateri so res ekstremno zadovoljni.
Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Gripi pa se v tem času pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal. Zatorej pravočasno poskrbite za svoje zdravje.